Maribor Koper, jeseni to v Ljudskem vrtu, sila zanimiva tekma, na koncu sicer remi, ampak Primorci so bili bliže zmagi. Lepo pozdravljeni iz Maribora. Danes pa je to derbi 26. kroga prve lige Telekom Slovenije. Vijoličasti nekako zmago potrebujejo, da se približajo vodilni Olimpiji, Kanarčki pa da ujamejo stik s prvo četverico. Za rezervne igralce, tole leti na drugo vratnico, Žužek je bil seveda ničkoliko krat že nevaren, tam je bilo vroče v kazenskem prostoru, prekinja igro, zdaj je Dragoslav Perić in kot kaže, tole je 11-metrovka. V letošnjem prvenstvu Nardin Mula Husejnović trese mrežo svojega bivšega delodajalca in verjetno mu je tole zdaj kar malce tudi odleglo, da je uspel zatresti mrežo in v mislih ima verjetno tudi tiste čase, ko ni dobival veliko priložnosti v Ljudskem vrtu. Pihler in pa Repas podaja do Klinarja. Klinar je hiter, žoga je bila še vedno v polju, toda ali lahko on danes ima kakšen nebeški skok za izenačenje na 1-1, toda tole je bilo poslano precej po tleh. Repas iskal je luknjo in izenačenje. Marcos Morales Tavares pa do svojega novega prvenstvenega gola in kot kaže je imel Gajser prav, da ga je postavil v začetno enajsterico. Gol številka 156 za Marcosa Moralesa Tavaresa. Ja, to so situacije, v katerih je on lahko sila nevaren, malo prostora, dober nos za gol. Ali bo tole šlo na drugo vratnico ali pa naravnost na 5-metrski na drugo vratnico, je žoga letela, previsoko je bilo za vse skupaj. Matko in pa Kolmanič pa ena izmed tistih, no seveda ne pozabimo tudi na Jana Mlakarja v napadu, ki je v vedno boljši formi. Zdaj pa tam obramba Vargiča. Tavares preigrava. Tavares opazil je tam Pihlerja, žoga ni prišla do Mlakarja, še vedno pri žogi Vrhovec, nastreljal je tam in offside. Offside, Matko je bil v prepovedanem položaju. Pa tam podaja Rajčeviča. Nevarna akcija Kopra. Strel proti vratom preko gola. Na 5-metrsko linijo, Pihler, še vedno Pihler in Maribor s preobratom do vodstva na 2-1. Takole v prvo ni šlo, na to pa nekaj nevarnih trenutkov tam pred Vargičem in najbolj zbran, najbolj spreten je bil Alex Pihler in Maribor vodi 2-0. Takole podaja s kota. Alex Pihler pa je dosegel svoj drugi prvenstveni gol. Repas brani Vargič, toda tam je Matko in pustil je tole žogo v kot. Še en predložek in Maribor vodi 3-1. Ali je bil to strelec Matko? Rok Kronaveter pa takoj, ko je vstopil, je že imel na nogi uspešno podajo iz kota in peti kot Maribora je poskrbel za tretji gol Maribora. Ne na zadnje 4 tekme s 3 remi in 1 porazom. Tako da tale današnja zmaga bo ogromno pripomogla, pa krasen poizkus Roka Kronavetra, to pa je seveda položaj, z kakršnega je Rok Kronaveter že znal matirati nasprotnikovega vratarja in vnovič je moral posredovati Vargič. Bo danes proti razigranemu, motiviranemu Mariboru imel kaj težko nalogo, da se vrne nazaj v igro. Zdaj pa priložnost in znižanje v Ljudskem vrtu. Claudio Spinelli. To pa je zdaj veter v jadra Kopra prav gotovo, kajti časa bo več kot dovolj, tudi še za posledično izenačenje. Ko sem ravno začel
Ampak Klinar že vodi nov napad. Klinar, osamljen je Klinar, ni nikogar, ki bi ga čuval. Mlakar in Mlakar, sjajen gol Jana Mlakarja. Ni trajalo dolgo, ko so vijolični udarili nazaj in Koper je prejel tako še četrti gol danes. Jan Mlakar pa za povišanje na 4-2. Ja, hvala za čestitke. Pričakoval sem težko tekmo. Koper enostavno, tako kot smo pričakovali, te pod narekovaj nervira s temi obrambnimi nalogami in potem ti ne da dosti prostora. Proti napadih so nevarni. In jaz sem fantom med polčasom dejal, da sem ponosen na njih, ne glede na rezultat, ne glede na to, da smo prejeli zadetek. Tako da gremo dalje. To je ena tekma. Fantom pa čestitke za dobro igro. Žal mi je za takšen rezultat, žal mi je za svoje fante, za njegove fante, da niso uspeli prigrati boljšega rezultata, ampak gremo naprej.